Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji briefing. Prispevek, v katerem si bomo ogledali vse tiste pomembne točke, ki nam bodo, upam, pomagale bolje razumeti prihajajočo nedeljsko dirko za veliko nagrado Avstralije. Tudi današnji zadnji briefing bo kot običajno razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali vse tisto zanimivo, kar se je zgodilo na kvalifikacijah. V drugem bomo našo pozornost posvetili ritmu za posamezno ekipo. V tretjem, zadnjem delu bom pa podal moje osebno videnje glede možnih strategij. A začnimo s samimi kvalifikacijami, ki so marsikoga presenetile, nekatere celo razočarale. Ampak, da bo McLaren tam spredaj, je verjetno bilo jasno, upam, da večini izmed nas, navdušencev, ljubiteljev Formule 1. Ekipa iz Wokinga nadaljuje s tistim trendom, ki smo ga videli v zadnjih 2 tretjinah lanske sezone. In nekako nespametno bi bilo pričakovati, da bi kar naenkrat izgubili vso formo. In treba je poudariti neko zanimivo točko. Namreč letos so bili pri McLarenu izjemno hitri. Najboljši čas so popravili zaokroženo za 9 desetink. In to v enem krogu je ogromno. In prav tega se moramo zavedati tudi kasneje, ko bomo skušali skupaj ugotoviti tiste prave strategije za prihajajočo dirko. In nekateri bodo dejali, da je bil Lando Norris hitrejši od Oskarja Piastrija. Razlika 84 tisočink je vsaj po mojem osebnem videnju zanemarljiva. Vse, kar je pod 2 desetinkama, sodi v tisto, kar bi lahko nekako imenovali naravna razlika med enim in drugim voznikom. Kaj pa je 2 desetinki sekunde? Tren z očmi. Treba je tu poudariti, da predvsem v preteklih sezonah Lando Norris na samem štartu nikoli ni bil preveč bojevit. To ve Max Verstappen in najmanj po veliki nagradi Italije to dobro ve tudi Oscar Piastri. Kaj se bo zgodilo, ko se bo velika nagrada Avstralije pričela, bomo pa kot običajno ugotovili skupaj. Na 3. mestu že omenjeni Max Verstappen, ki še zdaleč ni za odpis. Nekateri navdušenci so menili, da letošnji Red Bull ni konkurenčen. Seveda nima takšne prednosti, kot smo jo videli lani na začetku sezone ali pa predlani v celotnem letu. Ampak kljub dobrim 4 desetinkam zaostanka, Maxa Verstappena ne smemo nikoli, in ponavljam nikoli, izključiti iz raznih kombinacij, ki na koncu peljejo na zmagovalni oder. Tako da tudi nanj bomo morali biti še presneto pozorni. In na to je George Russell, ki je iz danega materiala, bodimo iskreni, izvlekel optimum. Verjamem, mnoge navdušence zanima v tej točki, kam za hudiča je pa izginil Ferrari. Namreč mnogi, predvsem navijači ekipe iz Maranela, so na primer Charlesa Leclerca celo postavljali tja na 1. mesto. Ampak videli smo, da oba voznika skuderije Ferrari dokaj skupaj in sorazmerno blizu. Ampak daleč za tistimi mesti, ki sta jih kazala predvsem Leclerc na vseh prostih treningih.
In tu je najprej treba poudariti, da Ferrari SF pomišljaj 25 je vsaj pri meni osebno zbujal določene dvome že od same predstavitve. Ampak to je moje osebno mnenje, s katerim se marsikdo ne strinja. Ugotovili smo lahko nekaj, da bolj, ko je bila proga hitra, več gume, kot je bilo nanešene na samo asfaltno površino, v bistvu manj konkurenčen je bil Ferrari. In po tistem, kar sem spremljal, je bilo vsaj meni očitno, da so pri Scuderiji nastavili kot da malce preveč sile na zadnjo os, kot da bi imel zadnji aerodinamični stabilizator tisto konfiguracijo, ki bi bila mogoče primerna za dežne razmere. O tem seveda nekoliko kasneje, ampak po videnem, vsaj meni, se pri Ferrariju niso odločili za idealne nastavitve, kar se tiče tistih aktualnih razmer, ki smo jih gledali na progi. In sedaj, če se za trenutek ozremo k tisti simulaciji kvalifikacije, ki so bile dosegljive na uradni spletni strani Formule 1, bomo videli, da Ferrari ni tam, kjer bi ga morali pričakovati. Ampak po drugi strani zaostanki ostalih ekip so realni. Torej, Ferrari je tisti, ki je bil bistveno počasnejši. Mogoče so na samih prostih treningih pokazali nekaj več, kot imajo v resnici, ali pa pri iskanju optimalnih nastavitev so žrtvovali dogajanje v soboto. In to je zopet nekaj, kar moramo imeti v naši podzavesti. Namreč Scuderia Ferrari, po mojem osebnem videnju, ni počasnejša, naprimer, od Racing Bullsov oziroma tudi Williamsa. In ne smemo pozabiti, da so tudi drugi, kot je Alpine in seveda Sainz z preostalim Williamsom, ki so bili presneto blizu. Torej, tu, po mojem, ni vse tako, kot kažejo grobi rezultati kvalifikacij. Imamo še kar nekaj zanimivih točk, preden se lotimo drugega današnjega dela. In najprej je treba pohvaliti najmanj 3 novince: Hadjarja, Duana in Bortoleta. Hadjarju je malo zmanjkalo, da ne bi prišel v tretji del kvalifikacij. Duan je bil pred, naprimer, obema Zauberjema in seveda ni razočaral, vsaj po mojem mnenju ne. Gabriel Bortoleto je bil pa pred bistveno bolj izkušenim Nikom Hülkenbergom. Torej, tu tem 3 mladeničem nimamo absolutno kaj očitati. Kaj pa pri ostalih 3? No ja, tu bi lahko našli marsikateri izgovor. Andrea Kimi Antonelli ni imel sreče. Izgleda, kot da pri njegovih kvalifikacijah se mu je nekaj zataknilo na dno in videlo se je ogromno iskrenja izpod njegovega Mercedesa 216. Liamu Lawsonu so tik pred začetkom glavnega sobotnega dogajanja zamenjali turbokompresor, kar mu je nekako izničilo vse tisto, kar bi si lahko pripravil za prihajajoče kvalifikacije. Oliver Behrman je imel po petkovi nesreči smolo z menjalnikom. In zopet bi lahko dejali, kaj bi pa lahko ti 3 pokazali, če ne bi imeli takšnih težav? Ne vem. In vsem 3 sam ne iščem izgovorov. Verjamem pa, da so marsikoga razočarali, ampak najprej je treba povedati, da takšne napake sodijo v svet Formule 1 in da prej, ko se jih bodo nekako navadili, bolje bo za njih. A rad bi se tu ustavil za trenutek pri Liamu Lawsonu. Namreč, kako trd
da smo bili naprimer do Sergija Pereza v lanski sezoni, ki se je pogostokrat znašel prav na podobnem mestu kot tokrat Liam Lawson. In tu se lahko začnemo spraševati, kakšni bodo naši komentarji v nadaljevanju letošnje sezone, če Liam Lawson ne bo bistveno boljši kot Perez. Sam sem nekaj takega napovedoval tudi v preteklih mesecih. A videli bomo skupaj. Tako sedaj, če za trenutek odmaknemo rezultate kvalifikacij, si lahko ogledamo, kakšen ritem imajo pri posamezni ekipi. Seveda na osnovi tistega, kar smo videli na drugem prostem treningu. In zopet za začetek simulacija, ki je bila objavljena na uradni spletni strani Formule 1, kjer zopet vidimo, da naprimer Ferrari je dokaj spredaj. Ampak tu se moramo zavedati, zakaj gre pri ritmu. Ritem je nekako aritmetična sredina nekega zaporednega števila krogov, ki ga voznik opravi na progi. Torej, takšen prikaz nekako izniči razliko med najpočasnejšim in najhitrejšim krogom v samem stintu. Zato je najbolje pogledati rahlo drugačen grafični prikaz. In tudi takšnega imamo na voljo, kjer pa takoj vidimo, da naprimer oba McLarena sta bila bistveno bolj konstantna kot naprimer Charles Leclerc s Ferrarijem. Leclerc je imel nekaj hitrih krogov, ki so bili na prvi pogled boljši kot tisti pri McLarenu, ampak tudi mnogo bistveno slabših, medtem ko Norris in Piastri sta bila skorajda linearna. In tu seveda ne smemo pozabiti na tisto, na kar sem vas opozoril že v prispevku pred kvalifikacijami. Pri Mercedesu so simulacije za dirko opravili na pneumatikah hard. In poglejte, praktično kakšne čase sta dosegla tako Russell kot Antonelli. Skoraj da primerljive s tistim, kar smo videli pri McLarenu, kar nam zopet kaže, da so pri tovarniški ekipi Mercedes nekako izbrali drugačno pot. Kot bomo videli pri sami napovedi strategiji, imajo pri Mercedesu morda v mislih nekaj drugega. In tu seveda je treba poudariti, da vremenska napoved kaže na to, da bo lahko v nedeljo deževalo na progi v Albert Parku, kar celotna razmišljanja, ki smo jih imeli do sedaj, dobesedno izniči. Na plan pride zopet tista teorija, da so lahko pri Ferrariju tudi žrtvovali položaj na štartnem razporedu, zato da bi lahko imeli za nedeljo neko prednost, kar se tiče nastavitev. Kot dobro veste, velja pravilo parc fermé, kar pomeni, da so nastavitve nekako zakoličene od začetka kvalifikacij pa do konca dirke. Ampak vseeno, podal bom tiste 3 moje opcije v primeru, da bo dirka suha, čeprav je verjetnost nizka. A poglejmo si skupaj. Tista najbolj očitna strategija je seveda z 2 postankoma, kjer bo voznik začel na pneumatiki medium, odpeljal približno 14 krogov, nato nataknil set pneumatik hard za nadaljnjih 20 krogov in dirko končal z rahlo daljšim stintom 24 krogov zopet na pneumatiki hard. Omenil sem tovarniško ekipo Mercedes, kjer 2 setov pneumatike hard enostavno nimajo, ker so enega porabili v 5. In tu je treba najti sedaj neko alternativo, ki je po svoje dokaj podobna onemu, kar sem že povedal. Namreč začeti na pneumatiki medium, približno
15 krogov, nato 28 krogov na pnevmatiki hard in seveda končati dirko zopet s krajšim stintom 15 krogov na pnevmatiki medium. S pripombo, da drugi in tretji del sta lepo izmenljiva med seboj, ampak takšen razpored se mi je meni zdel malce boljši, ker se izogiba obdobju, ko bodo drugi menjali, a videli bomo skupaj. In seveda tu ne smemo mimo še ene variante, ki je nekako izpeljanka prve in druge, in je seveda tista malce bolj drzna, tista, ki pride v poštev mogoče za koga v ozadju. Namreč vozniki bi lahko začeli celo na pnevmatiki soft, ampak tu odpeljali mogoče 8 krogov, to nataknili pnevmatiko hard za 23 krogov in nato pnevmatiko hard za nadaljnih 27. Kar je v teoriji izvedljivo, ampak po mojih izračunih verjetno ne prav tako hitro, kot bi si lahko mislili na prvi pogled. Ampak gre za mojo osebno napoved, ki je lahko, kot običajno, popolnoma zgrešena. Še posebej zato, ker je velika verjetnost, da bo deževalo in na progi bomo videli čisto drugačne izbore. A za konec še opozorilo. Ker je verjetnost padavin izjemno visoka, bo lahko prišlo tudi do sprememb v urniku same velike nagrade, posledično tudi javljanja v živo. Takoj, ko bodo zadeve uradne, bom seveda obvestil, zato bodite pozorni na objave na samem kanalu YouTube, tako da bomo vsi bili pripravljeni na začetek prve letošnje dirke. Ampak kar se tiče tega hitrega pregleda, tega našega zadnjega briefinga, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.